Sarajeva in sicer za uspešno napisan scenarij filma Sretan put Nedimeja. Bil je tudi nominiran za nagrado Evropske filmske akademije. Leta 2009 je prejel Kresnika in nagrado Prešernovega sklada za najboljši slovenski roman Čefurji Raus tisto leto. Po njem je nastala monodramska uspešnica in igrani celovečerec, to ste si vi, mislim, da tudi ogledali. Leta 2013 je prejel Kresnikovo nagrado še za svoj drugi roman Jugoslavija, moja dežela. Torej, glede na to, da sem že prej omenila, se bomo pač posvetili temu romanu in zamislili smo si tole srečanje tako, da bomo mi postavljali vprašanja, torej dijaki in pa za začetek jaz, to da bi kar o tem, ne vem, razen če bi imel vi še kakšno stvar za začetek. Mislim, da ste večinoma povedali. No, torej, prvo moje vprašanje bi bilo, kako komentirate dejstvo, da so vaš roman umestili v to tekmovanje za srednješolce, za To se mi zdi en velik kompliment, da se nekomu, koliko v bistvu vse nagrade, saj velik kompliment, ne delaš zaradi nagrad, niti ne razmišljaš o njih. Jaz moram reči, ko sem pisal roman Čefurji Raus za vse te nagrade, ki sem jih potem dobil, sploh vedel nisem. Skratka, so sicer fajn, so tudi finančne, pa vse pomaga nekako, da potem človek preživi, ampak ni to, kar bi, zaradi česar bi delal, pa se vsak od nas rad dobi kompliment. In to je spet eno vrsti nekih komplimentov, skratka, nekdo se odločil, da je to roman, ki je nekako primeren za recimo neki tako pomen, vsem pomembnega, kot je nekem Cankarjevo priznanje. Po drugi strani se mi zdi, da pač je to, tako kot ko je bila knjiga zbrana za projekt Rastem s knjigo in je bila podarjena srednješolcem, spet mislim, mi zdi, da je to fajn način, da se ta neka tema, ki se meni zdi pomembna, zaradi katere sem konec koncev ta roman napisal, nekako pride do mladih, ki mogoče pa zdaj res v Jugoslaviji vedno manj vejo, pa mogoče na tej šoli še mogoče kaj vejo, ampak na kakšni drugi pa sigurno zelo malo. Včasih grejo do Beograda na kakšen splav, včasih do Sarajeva na kakšne čevape, na morje grejo vsi, ampak kaj se je tam dogajalo, zakaj, kako, tega pa ne vejo. In se mi zdi, da dejansko tudi pri nas v družbi nasplošno, mislim, da se zelo malo o tem govori. Mislim, ogromno se zdaj na zadnje čase govori o Jugoslaviji, ampak se zelo malo pove. In večina vas verjetno tukaj dosti dijakov, ki je šlo tudi do sorodnikov, pa verjetno dosti stvari tako ve, ampak recimo tisti, ki nimajo sorodstvenih vezi, pač dostikrat potujejo in seveda težko tudi razumejo kakšne stvari, ki so povezane s tem, kaj se je dogajalo. In to se mi zdi mogoče, da je mogoče tudi ta knjiga na nek način, da ta prostor spoznajo tudi malo drugače, tudi kakšno ozadje, ne samo tisto, kar se pač vidi, ko si na neki plaži na Hvaru ali pa v Sarajevu na Baščarši, pa se ti zdi vse super in fino, ampak da tukaj dobiš tudi nek drug pogled na to, na ta prostor, na nek čas, ki se nam zdi zdaj zelo oddaljen, ampak glede na to, kakšne grozne stvari so se dogajale, je pa v bistvu ta čas, ki je menil v bistvu skoraj, mislim, je nič, mislim, če mislim, da se še zmer debatiramo o drugi svetovni vojni, ki je bila 70 let nazaj končana, vsaj mislili smo, da je bila končana, je to v bistvu, da je preteklo 20 let od konca, mislim, bosanske vojne v bistvu nič, To se mi zdi pač nekaj, in glede to še menno, ni v nekem šolskem kurikulumu, da se zelo malo, vsaj tudi če je, nekako ne prideš ponavadi do tega, da vsaj na ta način, vsaj kakšni dijaki, da se nijem utvar, da bi vsi zdaj prebrali to knjigo. Tudi tisti, ki so jo dobili za ston podarjeno, so jo najbolj spravili tja, kamor sem tudi jaz spravljal knjige, ko sem bil toliko star. Ampak zdi se mi fajn, da na ta način vsaj nek pogled v ta prostor dobijamo. Ja, jaz sem si izpisala še eno navodilo, vezano na tisto tekmovanje Cankarjevo, in sicer dijaki so dobili navodilo, pa me zanima, delno ste sicer že nekaj pokomentiral, več bi pa še želela. Roman nudi bralcu razmislek o iskanju doma in domovine.
predvsem pa ga usmerja v razmislek o soočanju s kruto resnico in v iskanje lastne identitete. Ob priporočilih in z dodano literaturo naj branje ne bo usmerjeno v nostalgično tematiziranje jugoslovanstva in naj presega ozko razmišljanje o domovini in slovenstvu. Ja, to je zdaj. To so oni dobili oni so to dobili za navodilo, a ne? Ja. Jaz upam, da saj kakšen dijak to razumel. Ja, meni se zdi fajn. Jaz sem vedno rekel, da pač, ko sem vprašali, če bi, ne vem, a se mi zdi, da bojo, ne vem, če furi kdaj za maturo ali pa da bojo celo obvezno čtivo, sem vedno rekel, da upam, da ne bo to obvezno, ne, da bodo dijaki do mojih knjig pristopali prostovoljno, ne, da tako, tudi to Cankarjevo na nek način je lasten izbor nekoga, se ja. Okay, potem je se tam obvezno čtivo, ampak še vedno mi je to boljš, kot da neko nujno, ne, se mi zdi, da tudi jaz sem imel veliko krajše knjige, ki sem si jih sam zbral v srednji šoli in kot pa tiste, ki so bile nekako obvezne, ne, čeprav tudi med temi se je znal najti kakšen biser, ampak to sem šele kasneje ugotovil. Zdaj, navodila za branje, mislim, so dobrodošla, je pa res, da pač jaz verjamem, da toliko, koliko je bralcev, toliko je tudi različnih romanov, ne? In to ne govorimo o različnih romanih, ampak točno tega. Zato, vsak bo ta roman bral tako kot svojo lastno izkušnjo, ne? Tako da seveda, to je neka usmeritev, ki naj bi pomagala manj izkušenim bralcem, ne? Mogoče da, ali pa ne vem, napeljevali na določen razmislek, ki jim bo verjetno potem koristil, ker bodo preoprašanja v tem smislu zastavljena, ne? Ampak meni se zdi, da v bistvu je najboljš, če nekako neobremenjeno prideš do knjige, ne? Seveda vse to, kar se tu omenja, je not v knjigi, lahko najdeš, ne? Seveda moje preizpraševanje doma seveda povezan s tem, da ne vem, saj jaz, pa dosti ljudi je bilo nekako rojenih še v Jugoslaviji in ne vem, živelo in odraščalo nek način kot Jugoslovani. Ne? Jaz sem imel in še vedno imam sorodnike po skoraj vseh republikah bivše Jugoslavije, ne vem, zdaj po zadnjem štetju, koliko jih je, ne? Ampak dejstvo je, da pač nekako dojemaš cel ta prostor kot svoj, potem pa naenkrat ne, ostaneš v nekem malem prostoru, ki je seveda tudi tvoj, ne? Ampak ni pa to ves tvoj dom. Ne? In to je ta problem, ki ga imamo še danes, ne? Da v bistvu se sili tudi predvsem mlade ljudi, ki pač takrat je vprašanje identitete ključno, ne? Da se zdaj odločijo, a so Slovenci ali so Bosanci, kaj si zdaj, ne? Moraš zberati. Ne? Vse to ni tako, mislim, v življenju nimaš še ene identitete, ne? Mislim, lahko med tvoja mama Slovenka, pa tvoj oče Bosanc, pol tvojih sorodnikov je tukaj, pol tam, enako doma se počutiš tu kot tam, oba jezika govoriš, ne moreš se pol odločiti, to je kot bi se starš odločil med dvema sinovama, ne? To je nemogoče. Ne? In se mi zdi, da pač ta knjiga nekako v bistvu je moje iskanje tega, kako v takem svetu, ki te sili, da si zbereš nek, čeprav sploh v teh letih, ne, sej, je tako, da v bistvu bi bil vsak dan kaj drugega, ne, mislim, en dan bi bil čefur, drug dan bi bil že skin, mislim, kaj tako malo bolj interesanten, ne. Mislim, to je, hkrati te pa vsi silijo, da zdaj ti si pa to, oziroma včasih ti kar določijo, kaj si, ne, to je tisto, kar je najbolj grozen, kar vidimo tudi v današnjem času, ko pač vsakmu, ki pride iz Sirije, že rečemo, da je terorist, pa musliman, pa radikalc, ne pustimo v bistvu ljudem, da sami zberajo, da bi v bistvu lahko bili, kar bi oni hoteli, ne. In to je tisto, kar je v bistvu kar boleče, sploh ko odraščaš, ne, saj pol ti sam s sebe že to nekako najdeš. Jaz vsak nekako svojo identiteto oblikujem, ampak v teh letih je pa to kar lahko kruto, ne, in v bistvu večina problemov, ki jih imajo mladi, ne, sploh taki, ki imajo to mešano identiteto, izhaja ravno iz tega, da okolje od njih enostavno da zahteva, da so eno ali drugo, oni se pa počutijo kot različne stvari, živijo, ne vem, paše jim biti v petek zvečer, ne vem, v 12, na turbo folk, ne, ampak paše jim pa potem tudi neki drugega in ne bi zdaj zato samo za tistega petka, ne, bili cel teden čefuri, ne. Ampak morajo pa biti, ne, ker če hodeš, si pa to, ne, in vsi te tako gledajo in to se mi zdi, da pač proba ta knjiga nekako tudi znotraj teh tem, ki jih seveda načne obdelati, ne, in v tem smislu je tudi vprašanje, ne vem, konec koncev tudi slovenstva,
če zdaj pustimo, ne, da so čefuri pa Slovenci, ampak tudi vprašanje slovenstva je v bistvu na nek način enako problematično, saj jaz ga tako dojemam, ker je nekako, če si Slovenc, potem moraš jaz pa govejo juho, pa imeti rad harmoniko, pa tako naprej, kar se sploh ni res, ne. Slovenci lahko tudi na milijon načinov, ne, mislim, oziroma če smo točni na 2 milijona načinov, ker je vsak od nas malo drugač Slovenc, vsak prek Murcem seveda ni ista muska všeč, kot je všeč Gorencem, ne, in Primorci ne marajo smučanja, ne, niso smučari, ne, mislim, jaz pravim, da Slovenci veljajo za smučare, pri čemer en lep del Slovenije nima snega, en lep del pa nima hribov, ne, mislim, pa vseeno so vsi kao smučari, ne, in to so te pač stereotipi, s katerimi tudi Slovenci danes v bistvu imajo probleme, ne sam čefuri, ne, in to je tisto pač, ko pravimo verjetno, tako jaz razumem, to osko gledno slovenstva, ne, da te v bistvu tudi nekdo določi, kakšen Slovenci, ne, je isto lahko kruto, ne, pač tudi kot Slovenc mogoče, ne vem, si lahko bolj naklonjen, ne vem, primorski kulturi, ki je mešana z italijansko, ali pa ne vem, gorenski, ki je že bolj alpska, ali pa ne vem, prekmurski, ki ima vplive mađarske, ne, ali pa ne vem, dolenska, belokranjska, ki ima pa že vplive, ne vem, hrvaške in tako naprej, ne, skratka, zelo različno in tu mislim, da pač pri vseh teh identitetah se pač nekje na koncu najdemo na položaju, da v bistvu ima vsak pri sebi problem, družba pa namesto, da mu ga pomaga, ne, in tukaj družba mislim od, ne vem, staršev, prijateljev, profesorjev, pa naprej, mu ga namesto, da bi mu pomaga razrešiti, da reče, glej, saj ti si lahko kar češ, ne, kar na koncu je vsak tisto, kar hoče, ne, mislim, razen, če mu uspejo vsiliti neki, ne, ampak je v redu, lahko si pač kakršen si, ne, in še zmer si Slovenc in še zmer si, tudi če si čefur, si še zmer Slovenc, ker si kle rojen in kle hodeš v šolo, ne, sem pač nisi tak Slovenc, ker pa, ne vem, pu Avstric pa pu Slovenc, pa živi na Koroškem, ne, mislim, pač, ampak imata pa nekaj skupnega in to je bistvo vsega, da ne glede, koliko smo se različni, imamo pa vedno nekaj skupnega, ne. In to je tisto, ne, pač danes je pa vse tako, da v bistvu imaš občutek, da z ogromno nekimi ljudmi nimaš nič skupnega, ne, zato ker se vsiljuje, da je to, da slovenstvo je pa to in pa si on reče, ker nač v Fužinah odrašču, sam jaz pa s tem nimam nič skupnega, ne. Jaz sem pa čist drugačen, pa ni res, ne, mislim, ima veliko skupnega, ne, ampak ima pa tudi skupnega, ne vem, s svojimi sorodniki v Bosni, zelo veliko, ne.